Pred 33 leti je Organizacija Združenih narodov razglasila 1. oktober za Mednarodni dan starejših. Število starejših v naši družbi nezadržno narašča in s tem se odpirajo tako dobre kot slabe strani dolgožive družbe. Aktivno staranje prinaša številne koristi celotni družbi in vsem generacijam. Zato je izjemno pomembno, da spodbujamo medgeneracijsko strpnost, sodelovanje in spoštovanje, saj vse generacije delujejo in sobivajo na podlagi solidarnosti ter načel socialne države. Pozdravljam začetek sistemskega urejanja področja dolgotrajne oskrbe, vendar nas čaka še veliko dela, da bomo omogočili storitve dolgotrajne oskrbe vsem, ki jih potrebujejo. Letošnje geslo Združenih narodov, krepitev varstva človekovih pravic sedanjih in prihodnjih generacij starejših, nas spominja na našo odgovornost do starejših državljank in državljanov. Zato je naša dolžnost, da krepimo ozaveščanje o človekovih pravicah in aktivno sodelujemo pri preprečevanju kršitev le-teh. Naraščanje starizma ali staromrzništva po svetu zahteva nenehno ozaveščanje o kršitvah pravic starejših, še posebej o pojavu nasilja tako v različnih ustanovah, kot žal tudi za domačimi zidovi. Kot predsednica države si prizadevam za dostojno življenje vseh prebivalk in prebivalcev, zato zagovarjam vključitev tematike človekovih pravic in preprečevanja vseh oblik nasilja v učne programe in izobraževanje ljudi od vrtca naprej. Podpiram tudi prostovoljce in nevladne organizacije, ki se posvečajo preprečevanju nasilja nad vsemi generacijami, ter si želim več povezovanja vladnih resorjev z organizacijami, ki nudijo podporo starejšim osebam. Naj bo starost tako lepa, kot je lepa jesen, ki prinaša plodove našega dela. Spomnimo se, da imamo vsi starše in da bomo nekoč tudi sami postali starejši. Zato si prizadevajmo, da bo življenje dostojno za vse, ne glede na starost. Hvala vsem za predanost in solidarnost do starejših prebivalk in prebivalcev ter za prispevke k boljši prihodnosti vseh generacij.